Pozdravljeni, sem Lepek iz Airsoft kluba Bad Company Slovenija in danes bom pokazal, kako se razdre kalašnik od cime, cyberguna in podobno. Važno je, da je to plastična verzija, ki bazira na Tokyo Marujevem dizajnu. Se pravi, ima tukaj spodaj 4 vijake. Če je po novem VFC dizajnu, potem nima teh 4 vijakov in ima tukaj en pin. Pa začnimo. Začnemo z odstranjevanjem vijakov tukaj zadaj na kopitu. En zgoraj in dva spodaj. Odstranimo tudi vijak, ki je spodaj na pistol gripu. Se pravi, tukaj. Ta ga nima, ker se je izgubil. Ta puška je bila namenjena za najem. Kopito potegnemo dol. Tukaj bi moral biti podaljšek, ki pa manjka. Kot omenjeno, ta replika je bila za izposojo in ta del se je raztrgal. To bomo tudi nadomestili. Dol potegnemo tudi pištolski ročaj. Ostalo nam je jedro replike. Nadaljujemo z odstranjevanjem teh 4 vijakov tukaj spodaj. Ti vijaki spodaj se radi izgubijo. Zaradi vibracije se odtegnejo. To je čisto preprost M3x10 vijak, ki ga dobite v praktično vsaki gradbeni trgovini. In ni nič posebnega. Stisnemo ta gumb, kot pripravi puški, in odstranimo gornji pokrov. Tukaj pridemo do te plastike, ki pokriva zgornji del replike. Tega pri VFC dizajnu ni. Sledimo z odstranjevanjem tega križnega vijaka in je zelo majhen. Pazite, da ga ne izgubite, saj to je edini del, ki drži vso to plastiko na ohišje. Odšpičimo tudi ta del. Z eno roko je to težko. Ta vijaček odstranili, enostavno potegnemo nazaj in rahlo navzgor. Imamo ta vijak na selektorjeve plošči. Tisti uporabi se razrahlja. Bodimo previdni, tukaj so zelo majhne komponente. Recimo ta puša in ta podložka. Brez te podložke je zelo narahlo. Odstranimo sam selektor in ta majhen gumbek tukaj notri. Le ta se zavaklja na notranje dele selektorja. Zato bodimo previdni, da ga ne izgubimo. Zdaj bomo potegnili repliko narazen na dva dela. Cev se loči od ohišja. Potisnemo rahlo naprej. Kot ste lahko slišali, mi je padla ven majhna matica. Te matice so odgovorne za to, da se prej omenjeni M3 vijaki privijajo v ohišje in se držijo skupaj. To so navadne M3 matice, nič posebnega. Pazimo tudi na to majhno vzmet tukaj, da je ne izgubimo. To daje napetost na napenjalno ročico. Ko smo vse to naredili, lahko enostavno ločimo gearbox ven iz ohišja. Bodimo previdni z žicami, da jih ne potrgamo. Bodite pozorni na namestitev teh zobcev. Mora biti točno tako, sicer selektor ne deluje pravilno. Pazimo tudi na drugi strani. Tako in nič drugače.